In to je v tem trenutku, po prvih nekaj kilometrih, največja pohvala, ki jo Superbu sploh lahko dam. Pa kljub vsemu, kolikor sem že sedel v Superbu in kolikor sem povedal tukaj noter prostora, kolikor češ, pa vsakič znova, ker se sem usedem, rečem, ok, dobro, a pa je to normalno. Pred pol urice smo pristali v Lizboni, sem nas je povabila Škoda, zato ker se bomo usedli v en avto, ki je tudi za Slovence zelo pomemben, predvsem pa zelo zanimiv. Poglej, kaj piše za mano, Superb kombi. Jaz se tako veselim, ko mi čakam, da ti povem več. Ja, to je odlično. On pa izpod tudi naredi. Here we go. Evo, kartico sem dobil, pogledajte, kako je moje ime, medij, za katerega delam Komotar Minuta, pa tudi ena QR koda. Ampak to v resnici v tem trenutku ni pomembno, zato ker smo na Portugalskem, zdaj bom seveda v usta spravil eno njihovo značilno slaščico. Čin. Testni avtomobili na levo, pejmo. Z Janom, Jan Jolič Liven je moj sovoznik danes. Zelo zanimiv človek, jaz bi tako rekel, kdor še ne ve ali pa ni opazil, Jan je bil tudi gost v atmosferskem podcastu, ki je bil precej odmeven. Več pa ne povem, se boste šli pogledati, če vas Ferbec smatra, ima pa opraviti z avioni, z letali, z nadzorom letenja in tako naprej. V glavnem, za ta prvi avto sva zbrala dizla, Škoda se je odločila, da ga bo obdržala in to se mi zdi pomemben podatek. Evo tega, na. Prva stvar, tudi font na to novem Superbu je nov. Mater stari, le koliko se kufr skrije, tukaj je velik prtljažnik. Za nama z Janom je, dajmo reči, 50, 60, mogoče 170 prvih kilometrov s Škodo Superb in v tem času sem na krasni obalni cesti, ki naj jo pripeljala od lizbonskega letališča do mesta Kaškaj, kjer sem zdaj. Ta kraj absolutno priporočam za kakšen krajši obisk, je zelo lep, slikovit, da ne rečem instagramabilen. Skratka, Superb. Namenoma sem zbral dizla pod pokrov motorja 2.0 TDI, 110 kW, po domače 150 konjev. Kar nekaj je bilo avtoceste, veliko umirjene vožnje po priobalnih cestah, poraba v tem trenutku 5,9 litra na 100 km, brez da bi se karkoli trudil. Predvsem me je pa Superb presenetil v zelo pozitivnem smislu, ko sem prvič obrnil njegov volan. Kaj vemo, Superb je zelo tesno povezan s Passatom. V resnici se delita praktično vse komponente, ki jih ne vidiš, od podvozja, da ne govorim o motorjih, pogonu in tako naprej. Govorimo o praktično 5 metrov dolgem avtomobilu, ajde 10 cm manj. Moram priznati, da je občutek izredno stabilen na cesti in zna zelo dobro odfura tudi ovinke takrat, ko se peleš hitrejš. Feeling lahkotnosti, ki sem ga dobil pri Superbu, in to je v tem trenutku, po prvih nekaj kilometrih, največja pohvala, ki jo Superbu sploh lahko dam. Jan. Dobar dan. Daj mi boj, kakšen se ti zdi Superb? A ja, nisi še pelil, ne? Zdaj si bil sam zraven. Ne, kar sem zdraven videl, je pa to odličen avtomobil. Noter celo lepši kot zunaj, bi rekel jaz. Navdušujoče, sploh s tem nivojem opreme je zame nekaj posebenega. Same pozitivne besede, gremo naprej. Pokazati moram pa še kufr, pa kabino, kokpit, armaturna plošča in tako naprej. Pojmo se pelati. No, zdaj pa nekaj zares posebenega, kar gledaš, je izviren Superb. Če se ne motim, je bil ta prvi Superb narejen že, dajmo reči, švok 90 let nazaj. Ja, smo na 90? 90. Evo, Šujica ve. Je naš dvakrat ni zareč, da ne gremo en krog, ne? Da vidimo, kako je bilo pa včasih tam v drugi vrsti. Ne pozab, Superb je bil prestižen avtomobil in to zelo. O, Madonna. Prostornost. Ok. Evo, hiter pogled na delovno okolje voznika, ki bo pelil prvega Superba, volan je pa na desni. Evo, nokce bom lepo naslonil takole, neverjetno koliko prostora je. Moram priznati, da je to nekaj, česar se danes zjutraj, ko sem vstal, nisem nadejal, da bom ne samo videl izvirenega Superba, mimogrede že, koliko je, 90 let od tega, odkar je bil narejen, ampak da se bom tudi pelil tukaj v drugi vrsti. Zdi se mi pomemben poudariti tudi to, kakšne vrste avto je. Če se ne motim, sem že nekaj časa nazaj o njem nekaj bral, da ima tudi izviren Superb lahko do 7 sedežev oziroma prostora tukaj v drugi vrsti je zares velik, ti bom zdaj pokazal. Poglej, tudi
počivalnik za noge, tukaj pred mano sta dva sedeža, ki se lahko dvigneta in se potem potniki gledajo. Mislim, da je evidentno, koliko je prostora pred mano. Materiali so, dajmo reči, prestižni, ampak ne smemo pozabiti, da to za Škodo v tistem času ni bilo nič nenavadnega. Volan je na desni strani, bom pa vprašal voznika, zakaj je temu tako. Je pa vožnja na kljub cestam, ki so daleč tega, da je idealne, ko pride do podlage, zares udobna. Kar doživetje, moram priznati. Najprej minutka zgodovine. Ta prvega Superba so izdelali leta 1934. Ta, s katerim smo se mi peljali, bo letnik 39. Treba je pa vedeti to, da se je na Češkem včasih vozili po levi strani, ne po desni. Zdaj te pa zanimajo, kdaj so pa prešaltali? Je takrat, ko so Nemci naokrog prišli. Leta 1939 so prešaltali na desno. Ok, jaz grem nekaj pojesti, pa ti pa kokpit pokažem. Pa kufer tudi, zelo pomembno. Južna mimo, mogoče caj ti pokažem razliko med različnimi opremami oziroma videzi notranjosti, da boš dobil malo občutek. Poglej, v primeru avtomobila, s katerim sem se jaz pripeljal, tukaj bazira vse skupaj na temnih barvah, na temnih tonih, vključno z lesom. Mimogrede, občutek v tej kabini je zares fin. Ampak zdaj pa vržemo oko še k sosedu, pazi to. Tukaj noter pa druga zgodba, vse skupaj bazira na sivi barvi, popestrena je z rumeno oziroma z rumenimi šivi, ampak ta siva se seveda prenese tudi na armaturno ploščo in na druge elemente. In moram reči, da je v kombinaciji s telim semišem, če jaz prav vidim, zares krasna. Se mi zdi, da smo bili Superba do zdaj vseeno vajeni v drugačni luči, ne? Ker tole, to je pa že orang šmek, mislim, stari, tale kabina. Poglej to kombiniranje barv pa materialov, pa veš, kako izgleda zvečer, ko se prižge ambientalna svetloba. No, zdaj pa tako, kar se vožnje tiče, smo konc, vtisi so zbrani, imam pa zdaj čas, pa mer, prostor in enega luštnega Superba za mano, da ti končno pokažem kokpit, kufer in vse ostale reči. Pa mogoče bi bilo smiselno, da Superba vzamemo od začetka in se najprej lotimo njegovega videza. In tukaj takoj opazimo eno stvar. Superb je komplet drugačen, ampak v resnici vse nove poteze so speljane precej evolucijsko. Evidentno je, da je avto bolj sodoben, da je malo bolj našpičen, da je nov. Pa najbrž ne rabim poudarjati, da je nov Superb tudi pametnejši, ko pride do varnostni in aktivno varnostnih sistemov. Poleg tega pa žarometi. Podobno kot pri Passatu, sposoben je razpolagati z matričnimi LED žarometi. O 4,9 metrski dolžini avta sem že spregovoril, nisem omenil medosja, mislim, da je 2,84 metra, kar pomeni, da je prostora v drugi vrsti zares veliko, ampak če kaj, potem to ni bilo presenečenje, ne? Pa kljub vsemu, kolikrat sem že sedel v Superbu in kolikrat sem povedal tukaj noter prostora, kolikrat češ pa vsakič znova, ker se samo usedem, rečem, ok, dobro, a pa je to normalno. Na vrsto tista stvar, ki je običajno pri avtomobilih, ki se zanašajo predvsem na uporabnost, da ne rečem simple, clever rešitve, ki jih ima mimogrede ta nov Superb, mislim, da kar 28. Saj kufer sem ti že pokazal, ampak zdaj ti razložim kakšno stvar še dodatno. Prav. Ok, tole je torej tistih 690 litrov prostora, o katerih sem govoril. Seveda je ta nov Superb sposoben razmejevati prtljago. To je na nek način skoraj gola osnova, ki sem jo mislim, da pokazal že tudi pri Passatu. In tole razmejitveno palco zlahka premeščaš na eno od 3 telih točk vpetja, plus na desni strani prtljažnika po celotni dolžini praktično imamo tole mrežo za kaj pospraviti z enim takim zelo preprostim dodatkom, da je stvari lažje ven pa noter dati, če je to, zgleda že tako. V različnih priročnih kavlih ne bomo zgubljali besed, tega je kar nekaj. No zdaj pa čas, da gremo še enkrat čez kokpit. Torej ugotovili smo, da nekih barvnih opcij je zares veliko, v tem primeru pač gledamo rjavo-temno kombinacijo. Drugač pa na prvi pogled kokpitu dominira tale velik zaslon, prosto stoječ iz armaturne plošče, diagonale 15 palcev, ampak moje okice so pa ob vstopu najprej opazile 3 vrtljiva stikala tukaj spodaj. Ok, veš, če ne drugega, je Škoda s temi 3 stikali dokazala, da je poslušala ljudi. Poglej, v osnovi zelo preprosto. Levo stikalo za nastavljanje temperature, desno prav tako. Ampak vsa ta stikala imajo več namenov. Poglej, če tukaj le noter pritisnem, lahko nastavljam gretje sedežev eno od 3 stopenj. Če pritisnem ponovno, lahko nastavim ventiliranje sedežev. Enako seveda velja za to stikalo na desni strani. No, potem pridemo pa do tega sredinskega, tukaj se zgodba pa spremeni. Tale recimo v tem trenutku lahko nastavlja jakost tele piharije, potem ga noter pritisnem smo na jakosti za radio, potem ko to ponovim, lahko začnem zbirati vozne programe, enega od 5, ki so na voljo. Poglej, na voljo so Eco, Comfort, Normal, Sport pa Individual. Pa seveda gremo potem naprej, pa imamo tukaj opravka z navigacijo,
in se potem vrnemo na izhodišče. V resnici je tako, da ti lahko temu stikalu določiš funkcijo, da rečeš ne, jaz da ti počneš nekaj drugega in se da to potem nastaviti. Pa še ena novost, ki smo jo spoznali že v Passatu, prestavne ročke oziroma stikala za prestavljati ni več, ta se je pomaknila sem k volanu, naprej za drive in tako naprej. Namesto tega imamo zdaj tukaj dve odprtini, cup holder, površina za brezstično polnjenje telefona in tako naprej in dvokrilno odpiranje tega predala. Pa sem šel zdaj še v drugo vrsto, da malo z distance pogledamo na to, kar vidimo. Kaj sem zdaj povedal, model stari, da pogledamo na to, kar vidimo. Meni se že malo kisa, mogoče sem malo utrujil. Evo, zdaj se mi je pridružil še Jan, prav tako dokumentira tega Superba, pa prav. Jan, si rekel, ti je všeč ta kombo rjavo-črna? Izredno všeč. Elegantna, ne? Kaj? Stilska. Torej, evo, poglej, takole vse skupaj izgleda. Volan je tist, ki ga pri Škodi že malo poznamo, to se pravi dve prečki, tista spodnja manjka v narekovajih. Moram reči, da sem se na ta volan ne sam navadil, ampak mi je postal celo všeč. Sicer pa zelo razgiban prostor, ki dobi vedno znova nov karakter z različnim izborom, dajmo reči, barv. In moram reči, da zdaj, ko sem praktično back to back, ali pa dajmo reči v razmaku nekaj tednov vozil ta novega Passata in zdaj še Superba, da če bi se moral odločiti pismo, ne vem, če mi ni Superb malo bolj všeč, ravno zato, ker je malo bolj domač, se mi zdi. Je to ta prava beseda? Malo bolj domače se počutim v tem kokpitu kot pri Passatu, mogoče ravno zato, ker tale del tukaj, pa vse skupaj plus ta tri stikala, to mi zelo ustreza. Ja, plus, da ne pozabim, sprednja sedeža, ukolikor zbereš ta pravo opcijo, ima ta ogromen enih funkcij masaže, praktično ne priješ do konca. Sta seveda tudi zelo pametna, ne samo da znata gret pa ventilirati še mrske drugega. A cene imamo, ne vem, če so cene, pa če sem jih zvedel, pa sem jih zdaj tukaj le napisal, če ne, ja pa se ni pa nič pokazali. Evo pa, da boste na račun prišli še tisti, ki ste malenkost bolj zadržani, ali pa dajmo reči, imate raje še hujšo klasiko, sem vzel ključe še enega Superba, da ti pokažem, kako izgleda noter temna kombinacija. A se sploh tako reče, temna. V glavnem ta avto je črn, razen tiste les je malo bolj rjav. A veš, kaj hočem reči? Plus, tukaj po robu tega lesenega elementa v resnici teče tudi leto osvetlitev in v kombinaciji z ledico tukaj na vratih vse skupaj izgleda res krasno. Okej. Zdaj pa mislim, da je to to. Ok, zdaj pa preden zaključimo še par besed o pogonskih sklopih. Tukaj je Superb ostal podoben kot Passat, resen tak hud klasik. Prvič imaš bencinarja, ki je blagi hibrid, prostornina motorja 1,5 litra. Potem imaš pa na voljo dve varianti 2.0 TSI ali z 204 ali pa z 265 konji in v primeru te druge, ta močnejše variante, ti zraven kapne valjda še 4x4 pogon, pol imamo pa priključenega hibrida, bomo imeli še malo ta starega ozadja. V glavnem pri pluginu je pa tako, da imaš ti kapaciteto baterije razmeroma veliko, pravi, da čez 20 kWh, ker naj bi prenesli tudi dobrih 100 km električnega dosega in to ni malo. Zmogljivost plugina je mimogrede 150 kW, pol imaš pa na voljo še dva dizla. V obeh primerih seveda 2.0 TDI 150 ali pa 193 konji in tako kot pri 2.0 TSI pri bencinarju, pri ta zmogljivemu dizlu fašeš še 4x4. Mimogrede furil sem se z bencinarjem in z dizlom, poraba, ne moram reči, da je to nek referenčen podatek za danes, ker je bilo vse živo, kar se vožnje tiče, ampak pri obeh je bila tam 5.9, 6.0, 6.1, pa je bilo veliko različne vožnje, avtocesta, mesto, umirjeno, je pa res, da šport ne bolj malo. Ok, kar se tiče prve vožnje Superba, je to. Jaz moram reči, da me je na cesti malo presenetil svojo lahkotnost, ki jo nisem pričakoval, ker Superb ni majhen avto. Pričakoval sem, da bomo vse malo bolj okoren, hočem reči, da sem užival posod, kamorkoli sva zapeljala. In jaz mislim, da je to. Folk, upam, da ste izvedeli vse tiste najbolj ključne pa pomembne informacije, ki ste jih o novem Superbu želeli vedeti. Zdaj mi bo nekdo uletel v kader, ampak nič hudega, ker smo itak že pri koncu. Lepo se majte. Ajde, čau. A veš kaj, stari, daj ferbac me matra. Če bi pa ti zbral Superba, katera mašina bi te zanimala? Ker ste zelo glasni, ni več dizlov, sam še to, pa štrom un tret. Zdaj pa, če bi zdaj kupili Superba, dajmo se malo igrati, dajmo zafantazirati, a bi vzeli dizla, a bi vzeli bencinarja, katerega bi izbrali. To me zanima. Stari, že ta prvi Superb je bil hud. A ni bil? Ne mi reči, da ni bil. A? Lepo je zrihtan, ne? Kako se pele? No, to sem pa že povedal, pa pokazal. Zdaj pa to res to. Daj mi mer, no. Ajde, čau.